Dobrodošli v 7. lekciji glasbene šole na daljavo. Upam, da ste vsi v redu, da se imate fino, da ste zdravi in seveda, da si želite novega glasbenega znanja. Danes bomo naprej razvijali zgodbo o harmoniji. Ampak še prej mi dovolite, da vam izdam eno veliko skrivnost, katero znanje pa je najbolj pomembno, če želimo postati glasbenik. Ok, torej, spoznali smo že, da ima vsaka pesem, vsaka skladba, vsaka glasba na tem svetu 3 komponente. Melodijo, ki je zelo razpoznavna in jo razume skoraj vsak človek na tem svetu. Potem ritem, groove, taktovski način, dvočetrtinski, koračnica ali polka, tričetrtinski valjčki, 4-četrtinski taktovski način, iz katerega je sestavljena velika večina glasbe na tem svetu in vsebuje ogromno nekih različnih ritmov, od latinsko-ameriških ritmov do rock'n'rolla, do popa, hip-hopa, pop-pevke kot takšne, 6-osminski taktovski način in tako naprej. Bomo o tem govorili v lekcijah, ki prihajajo. Harmonija. O tem se pogovarjamo že kar nekaj časa. Ampak, kaj pa je tisto osnovno znanje, ki ga potrebuje vsak glasbenik? Pravzaprav to je znanje, ki bi ga potreboval tudi vsak poslušalec. To je znanje o poslušanju glasbe. Kaj? Znanje o poslušanju glasbe. A je treba glasbo znati poslušati? Ne, prižgeš radio in poslušaš glasbo. Želim si, da bi bilo tako preprosto, pa ni. Torej, pri poslušanju glasbe, predvsem za glasbenike, je zelo pomembno, da lahko slišimo vse podrobnosti, da pri poslušanju spoznamo določene zakonitosti pri tisti in tisti skladbi. Zato sta potrebni 2 stvari. Prva stvar je pogoji za poslušanje, torej na kakšnih zvočnikih, na kakšnih napravah poslušamo glasbo, in ta druga stvar je seveda, kako naša ušesa to dojemajo. Najprej prva stvar, na kakšnih zvočnikih pa vi poslušate glasbo. Torej, če na primer glasbo poslušamo s telefonom, ne bomo slišali skoraj nič od basovskih stvari. Ne bomo slišali bas kitare, ne bomo slišali bas bobna, ali pa bomo to slišali zelo okrnjeno. Basovske linije so pa zelo, zelo pomembna stvar v glasbi. Naprimer, da se neka glasba odvija z eno samo samcato harmonijo, z enim samim akordom. Naprimer, zmislimo si nek akord, ne vem, D9, in gradimo skladbo na tem akordu. Torej, igral bom na kitari isti akord, s palcem bom spreminjal basovsko linijo. Pa da vidimo, kaj se lahko zgodi. Čisto zanimiva stvar. Basovska linija je zelo pomembna linija. Nam vedno nakaže napetost, ki jo lahko že na enem samem akordu tudi spreminjamo. Torej, na telefonih in na laptopih so zvočniki čisto premajhni, da bi lahko ustvarili tako energijo gibanja zračnih delcev, kajti to je zvok. Gibanje zračnih delcev. Imeti moramo dobre pogoje, dobro ozvočenje, dobre zvočnike. Naprimer, če gremo na koncert, po koncertu se vedno pogovarjamo, kako
kako je bil dober sound, kak dober zvok je bil. Seveda je to precej odvisno od tistih fantov, ki to mešajo na mešalnih mizah in od zvočnikov, na katere se je koncert pač izvajal. Zelo pomembna je tudi dvorana, v kateri se odvija koncert. Naprimer, če greste v filharmonijo ali pa v neko operno hišo, te dvorane so narejene zato, da vse zveni tako na suho, brez ozvočenja. Če v taki dvorani postavimo rock'n'roll koncert, verjemite, najboljši recept za katastrofo. Ker so te dvorane, razne filharmonije in podobne koncertne dvorane, namenjene temu, da zvok iz odra lepo potuje v auditorij in da se skozi vse te stenske in stropne obloge in seveda samo arhitekturo obogati. Če pa mi na to dodamo zvočnike, je pa to obogatenje na kubik zmeda. Koncertne dvorane za pop in rock'n'roll dogodke morajo biti pridušene, zato da potem ozvočenje ustvari vse te učinke, ki jih v filharmoničnih dvoranah ustvari že sama arhitektura. Ok, to se pravi, kaj pa doma? Doma tudi recimo zelo moderna arhitektura našega doma je vse prazno, vse v marmorju, vse v steklu. Tak dom zelo doni, odmeva. Za poslušanje glasbe je pa dobro imeti čim bolj suho sobo. Ja, pa saj nimamo vlage, ne govorimo o vlagi, o mokroti, ampak o tem, da tisto, kar nam zvočniki predvajajo, potem dejansko slišimo. Ne pa, da slišimo zvočnik plus odmev iz cele sobe, v kateri smo. Kaj pa naše znanje poslušanja glasbe? Naše znanje poslušanja glasbe pa mora biti v tem, da znamo slišati detajle. Verjemite, skladbo, ki jo slišimo enkrat, ne moramo spoznati. Če hočemo neko skladbo spoznati, jo moramo poslušati večkrat. Zakaj? Zaradi tega, ker se lahko pri, naprimer, enkratnem poslušanju glasbe osredotočimo na eno stvar. Naprimer, na melodijo. Ko jo poslušamo drugič, se osredotočimo na nekaj drugega. Naprimer, ritem. Tretjič na harmonijo, četrtič na kakšne druge podrobnosti. Če smo pevci, poslušamo seveda vokalista ali vokalistko, kako pa je tole zapel. Če smo bobnarji, poslušamo bobnarja. Aha. In tisto, kar jaz vedno rečem, naprimer, da smo del enega benda, del ene glasbene zasedbe. Kakšna razlika med dobro in malo manj dobro glasbeno zasedbo? V dobri zasedbi vsak v zasedbi, za vsakega v zasedbi, ob vsakem trenutku ve, kaj igra oziroma prepeva. Potem to pomeni, da res skladbo v celoti poznamo in takrat točno vemo, kaj moramo mi narediti za dobrobit cele skladbe, da bo ta skladba dobro zvenela. In to je dobra glasbena zasedba, to je dober bend, to je dober orkester, to je dober ansambel. Vsi mislite, da je ansambel narodno-zabavni ansambel, ampak mi imamo veliko džezovskih ansamblov, veliko gledaliških ansamblov. Ansambel ni samo narodno-zabavni izraz. Ok. Pa gremo na našo redno snov, harmonija, kvintni krog. Spoznali smo kromatično lestvico, v kateri imamo 12 različnih tonov. Spoznali smo, da lahko na vsak ton postavimo lestvico in danes bomo to naredili. Ker pa smo kromatično lestvico razporedili v kvintni krog, smo spoznali tudi osnove harmonije. Kaj se zgodi, če se odločimo zaigrati določeno skladbo v nekem duru, naprimer v D-duru, potem je sprostitvena, dominantna harmonija v smeri urinega kazalca, tista, ki pa napne, je pa v nasprotni smeri urinega kazalca. Pa vendar, za ustvarjanje melodije in kombiniranje harmonij moramo poznati tudi lestvice. Lestvice pa so bav, kdo bi se to učil na pamet? Koliko lestvic? 12 lestvic.
12 lestvic na pamet, po vsi tisti cisi, fisi, gisi, besi, beji, esi, jasi, tega je ogromno. Zadeva je zelo preprosta. Kaj je Durova lestvica? Durova lestvica je zaporedje 8 tonov, ki sledijo točno po enem in istem zaporedju. Spoznali smo že, da imamo polton pa celton. Durova lestvica gre po sistemu celton, celton, polton, celton, 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 polton. To je vse, kar moramo vedeti. Torej, polton v Durovi lestvici je vedno med 3. in 4. stopnjo, pa med 7. in 8. Zato imamo v C-Durovi lestvici polton med E in F ter med H in C, to pa sta naravna poltona. Naravni polton pomeni nobenega višaja, nobenega nižaja, pa samo poltona razlike v višini. C-Dur pa je edina lestvica, ki nima nobenega višaja, pa nima nobenega nižaja, uboga revica ima eno veliko ničlo na vrhu kvintnega kroga. V bistvu je precej srečna, nima nobenega bremena, nobenih znakov. Torej, prva zakonitost Durove lestvice je celton, celton, polton, celton, 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 polton. Tisti celton na sredini lahko tudi razumemo tako. Celton, celton, polton, se premaknemo za en ton naprej, pa še enkrat ponovimo celton, celton, polton. To moramo vedeti o Durovi lestvici, pa nič drugega. In če to naredimo, se lestvica začne na isti ton, kot se konča. Če se začne na C, se konča na C. Če se začne na fis, se konča na fis. Torej, to je edina zakonitost Durove lestvice. 8 tonov v zaporedju celton, celton, polton, celton, 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 polton. Dobro. Kvintni krog je odlična rešitev za to, da nam ni treba se lestvic učiti na pamet. Pa gremo. Številke. C ničla. Gremo naprej. G1, D2, A3, E4, H5, fis, 6, cis, 7. Lahko gremo okrog in okrog. Kaj pa te številke pomenijo? C-Durova lestvica ima nič višajev. Začnimo pri višajih. G-Durova lestvica ima 1 višaj, D-Durova lestvica ima 2 višaja, A-Durova lestvica ima 3 višaje, E-Durova 4, H5, fis 6, cis 7. Kateri pa so ti višaji? Sedaj pa moramo višaje postaviti v kvintni krog. No, saj smo jih že. Na dnu kvintnega kroga je prvi med višaji. Kdo je to? Fis. Fis, cis, gis, dis, ais, eis. Eis je F. Če E zvišamo za pol tona, dobimo F. Torej, eis je F. Torej, tudi višaji so med sabo v kvintah. Fis, kvinta na fis je cis, kvinta na cis je gis, kvinta na gis. Ja, seveda, če je kvinta na C, če je kvinta na F, C, potem je kvinta na fis cis. Ja? Obseg 5 tonov, 5 metrov, CF oziroma FC je 5 metrov, potem je tudi fis cis 5 metrov. 5 tonov. Ok. Kaj sedaj to pomeni? To pomeni, če začnemo pri geju in upoštevamo edino zakonitost, ki jo poznamo za Durovo lestvico. Celton, celton, polton, celton. Celton, celton, polton. Konec. Potem lahko razporedimo seveda tone, nekaj na G, nekaj na A, nekaj na H, nekaj na C, po tonski abecedi, 8 jih napravimo, takole, tank, 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 tank. Napišemo tonsko abecedo, tonska abeceda je jasna, C, D, E, F, G, A, H, C in se neskončno ponavlja. Ok, sedaj pa začnimo tonsko abecedo od G do G. Kako to naredimo? Ja, izgovorimo potiho, C, Š, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G. Ok, to napišemo in
pogledamo na kvintni krog. G ima številko 1, prvi med višaji je fis, pred noto F damo lojtarco domačih in imamo G-durovo lestvico. To pa še ni vse, če pokličete v naslednjih 5 minutah, vam podarimo še akord iz G-durove lestvice. Pred uporabo skrbno preberite navodila, o stranskih učinkih se posvetujte z najbližjim glasbenikom, ki ga lahko srečate. Ok, malo heca. Akord iz vsake lestvice je pa sestavljen iz prvega, tretjega in petega tona. G, H, D, G-durov akord. Kaj pa iz C-durove lestvice? Prvi, tretji, peti ton, C, E, G. Torej, kaj nas uči kvintni krog? Kvintni krog nas nauči vse v zvezi z tonskimi višinami. Edino, kar nas ne uči, je ritem. Torej, učili se bomo, iz kvintnega kroga razpoznamo dve komponenti, melodijo in harmonijo. G-durova lestvica. Cevton, cevton, polton, cevton, 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 polton. G, A, H, C, D, E, fis, G. In potem dobimo med fisom in G-jem polton, kajti to sta 7. in 8. stopna. Nehamo naklarati, gremo naprej. D, dva višaja. Katere dva? Ja, seveda prvi in drugi višaj. Fis in cis. Napišemo tonsko abecedo od D do D. Čisto preprosto. C izgovorimo potiho, potem pa nadaljujemo. C, D, E, F, G, A, H, C, D. Nič lažjega. A znamo tonsko abecedo C, D, E, F, G, A, H, C? No, probajte. Poskusite tonsko abecedo izgovoriti tako hitro. C, D, E, F, G, A, H, C. Kaj je rekel? Imamo tonsko abecedo od D do D. Vidimo, da ima D dva višaja. Katere dva? Ta prvega pa ta drugega. Ega. Je rekel tale z Gorenjske, ano? Fis pa cis. Torej, pred F pa pred C damo lojtarco domačih in imamo D-durovo lestvico. D, E, fis, G, A, H, cis, D. D-durov akord, prvi, tretji, peti ton, D, fis, A. A je težko? Ni težko. Torej, tako nadaljujemo cel kvintni krog. Vse lestvice. Ok, A-durova lestvica. Oktansko število 3. Ok, oktansko število, fajn. Fis, cis pa gis. Napišemo tonsko abecedo od A do A, pred F je, C je, pa G je, damo višaj. Torej, F postane fis, C postane cis, G postane gis. Imamo A-durovo lestvico, 1, 3, 5, A-durov akord, A, cis, E. Kaj pa pomeni akord na kitari? Kitara ima 6 strun. Naprimer, če želim zaigrati A-durov akord, moram z mojimi prsti v levi roki in seveda desničarji v desni roki pokriti oziroma prijeti strune tako, da vsaka struna zveni enega od teh 3 tonov. A-durov akord. A, cis, E. Naprimer, odprt A-durov akord, prva struna je E. Ta je eden od njih. Druga struna je H, kateri ton bo najbližji, da dobimo ali A, ali cis, ali E. H, drugo polje. Tretja struna je G. Če ga zvišamo za en ton, to pomeni, da primemo na drugem polju, dobimo A. Krasno, A je sestavni del A-durovega akorda. Četrta struna je D. Če jo primemo na drugem polju, dobimo E. In smo zmagali. Peta struna je A, ne prijemaj ničesar, že štima. Peta struna je E, tudi ta je del A-durovega akorda, zato je A-durov akord tukaj, pa tukaj, pa tukaj. Vse 3 primemo. Imamo A-durov akord. Krasno, kaj čemo lepšega? Durovi akordi so fajn akordi, bomo danes poznali še molove. In tako lahko sestavimo vse lestvice. Ok, naslednje je E, oktansko število 4, fis, cis, gis, dis. Napišemo tonsko abecedo od E do E, pred F je, C je, G je, pa D je, damo višaj. E-durov akord, E, gis, H. Bo za danes kar dovolj v zvezi z višaji?
Lahko napišemo še Fis-dur lestvico, pa Cis-dur lestvico, pa Gis-dur lestvico, ampak ne vse naenkrat. Pojdimo na levo stran kvintnega kroga. Na številko F bomo napisali na črko F. Na črko F bomo napisali nad črko F bomo napisali številko 1. Kaj to pomeni, da ima F-durova lestvica tudi en višaj? Ne. F-durova lestvica pa ima en nižaj. Zakaj pa mi potrebujemo višaje in nižaje? To se sprašuje večina ljudi. Zakaj pa je to sploh potrebno? Pa saj so dovolj samo višaji. Naprimer, če je to C, to je Cis, to je D. Zakaj bi mi zdaj potrebovali še nižaj, da temu rečemo des? Zakaj bi se na tej točki kregala, a je to des ali je to Cis? Ja, Jože trdi, da je Cis, Franci pa trdi, da je to des. Pol se pa skregata, pol se pa stepeta, pol sta pa vsa krvava, pol letita pa v bolnico, tam sprejemajo pa samo paciente s COVID. Hecam se. Zdaj bomo videli, zakaj na svetu potrebujemo višaje in nižaje. Tonska abeceda ne mora biti C, Cis, pa Cizis, pol pa E. Kaj je Cizis? Cizis je dvakrat zvišan C, to je že D. Če gremo na F postavljati razmerja cevton, cevton, polton, cevton, 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 polton, naletimo na težavo. F, cevton G, cevton A, polton AIS. Govorimo o abecedi. Saj ne izgovarjamo abecede A, A na kvadrat, pol pa kar C. Govorimo o slovnični abecedi A, B, C, Č, D, E, F, G, H. Ali pa recimo, ne vem, A, B, C, pol pa C na kvadrat, pol pa Č preskočimo pa tako naprej. In abeceda je abeceda, moramo imeti red. Torej, F-durova lestvica ne mora biti F, G, A, AIS, pol pa nič na H, pol pa kar C pa naprej. Zato moramo noto H znižati za pol tona. Ne pa noto A zvišati za pol tona, zato da imamo red, da je ta F-durova lestvica dejansko po tonski abecedi, ne po slovnični abecedi. Ok. Zato sploh obstajajo nižaji. A smo si zdaj na jasnem? Rabimo oboje. To se pravi, če znižamo H, dobimo B. Fajn. Kako pa B zveni? Ja, popolnoma enako, kot če bi zvišali A. Ja? Torej, to je retorično vprašanje. In F. F v kvintnem krogu ima oktansko število 1, torej to z nižaji začnemo pri B, ker se nam med nižaji najprej pojavi B. Tudi nižaji morajo biti postavljeni v kvintah. Naslednji je S. Sedaj pa kvinto štejemo navzdol. In seveda se lahko takoj naučimo zaporedje nižajev. B je prvi, S je drugi, As je tretji, Des je četrti, Ges je peti. Ne bom naprej. Ne smemo preveč naenkrat. F-durova lestvica. F, G, A, B, C, D, E, F. Torej, štima. Lahko greste preverjati. Cevton, cevton, polton, cevton, 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 polton. Naslednja med lestvicami je B. Oktansko število. Da me ne boste držali za besedo, oktansko število je humor, to je šala. Oktansko število imajo gorivo. B-durova lestvica ima dva nižaja. Ampak pozor, če bi igral B-durovo lestvico na klavirju, bi moral zaigrati 3 črne tipke. Kako? Se ima samo 2 nižaja. A se spomnimo, da prvi pa zadnji ton sta ista. In ker je že prvi ton znižan, torej B je črna tipka na klavirju. Prva črna tipka, druga. Prva črna je B, pol je C, pa D. S je že ta druga črna tipka, ker je to tudi znižan ton v B-durovi lestvici, B pa S.
F, G, A in tretja črna tipka je spet B. 2 nižaja, 3-krat zaigramo B. B-durova lestvica, krasno. 2 nižaja, B-durov akord, prvi, tretji, peti ton, BDF. Nisem rekel tisto kratico, ki je najbolj znana na F, BDF. Kaj pa F-durov akord? FAC, FAC. Krasne imena imajo te akordi. FAC, kaj je FAC? FAC je F-durov akord. BDF je B-durov akord, ok. S-durova lestvica ima 3 nižaje. B, E, SAS. To je tudi najbolj pogosta frajtonarca. B, SAS, B, CS, C, B, ok. B, E, SAS. A veste, zakaj je harmonika B, E, SAS? Zakaj je harmonika C, F, B? A lahko na kvintnem krogu vidite povezavo? Frajtonarca C, F, B, plink, plink, plink. Ja, sorodna mesta na kvintnem krogu, seveda, zato da lahko igra harmonijo tonika dominanta, subdominanta. Ne moramo harmoniko zložiti, ne vem, C, As, E. Ok, naslednja lestvica je As-dur. 4 nižaje, B, S, As, Des. As-durov akord, As, C, S. Ja. In tako naprej, in tako naprej. Torej, a se bomo durove lestvice učili na pamet? Seveda ne. Kvintni krog vse pove. Ja? Naslednjič, molovi akordi. Potem smo pa blizu, veste? Potem smo pa blizu, potem bomo pa čisto vse skladbe že lahko na nek način zaigrali. Ostanite zdravi. Čauko.